A mi lahko mogoče daš eno stvar, pa gre skozi samo eno, ki jo lahko naredim, da bo mogoče že po tednu dni vidna kakšna sprememba. Kaj moram narediti pri načinu ali pa pri izbiri prehranjevanja? Evo, ti dam stvar, ki boš razliko opazil takoj, in sicer nivo energije, ne, po obroku, prej si omenil foodkomo, in sicer vrstni red. Zdaj, naprimer, če ti imaš zelenjavno predjed, s tem, da je še kisana s kisom, ki ima ocetno kislino, v bistvu upočasniš razgradnjo ogljikovih hidratov, in upočasniš absorpcijo sladkorjev, ki sledijo po solati. In v bistvu ta minimalna sprememba, kako si urediti prebavo, da ne bo te foodkome. Hvala lepa. Šparov kruh z drožmi. Odlična izbira za ljudi, ki imajo težave z napenjanjem, saj je ta kruh lažje prebavljiv. Super vir beljakovin in vlaknin pa so tudi ovseni kosmiči, imajo pa prav posebno vrsto vlaknin, to so beta-glukani, ki znižujejo slab LDL holesterol. Če iščete zdrave alternative in hitro malico za v službi, predlagam tole šparovo skledo solate, dodate skušo in imate odličen uravnotežen obrok. Če pa vam ni do kompliciranja, so pa vnaprej pripravljene šparove sklede odlična izbira, visoka vsebnost vlaknin, visoka vsebnost beljakovin in odličnega okusa. Brinina skleda ima losos, potem imamo tukaj le še Hot Champ, ki ima piščanca, in pa Nikino bowlo, ki je moja osebna najljubša, ki ima tudi piščanca.